Počasi pa se približujemo koncu. In saj ste dobili v roke seznam, tako da že veste, kdo sledi, kaj sledi, da sledi primer prismuknjene prakse, ki je ravno zaradi tega dobra praksa. Naslednjo predstavitev ima seveda prevajalec, pisatelj in obraz vseh sort dobrih prismuknjenosti, Boštjan Gorenc, Pižama. Hvala, Ambrož. Živijo vsi, lep pozdrav sem meni. Jaz moram tudi povedati, jaz nimam čist tega, kar je obljubljen bilo. Namreč, ko sem se lotil tega dela, ko smo se pogovarjali prvič, da bi prišel na bralnice, pa lahko kar daš nazad, pa kaj bi govoril in rekel, dajmo nekaj tako, kar ponavadi, nekaj, kar se mi treba zelo veliko pripravljati, nekaj, kar pač obvladam in se rekel, dajmo pač, kako jaz mlade z nekimi temi prismuknjenimi stvarmi prepričujem. Ampak pa, ko sem pa začel delati, sem opazil, da je tudi glih ta pozornost, ki jo je Nik omenil, pomembna, ampak sem trikrat, ko si šel v eno smer, med svojim sem odkal, moj Bog, to imam jaz naštim, ampak pa si nekam drgem zavil, tako da očitno se zdaj res že toliko dobro poznava, da ne končujeva drugemu sam stavkov, pa sendvičev, ampak tudi predstavitve, ne. To je ta. V glavnem, jaz imam to predstavitev predvsem zaradi tega, ker Plonkac. Meni so te slike pa zato, da se vem, kaj bom mogel govoriti. Tako da zdaj točno ne vem, kaj sem si za prvo dal. Evo. Ta prvega sem se dal. Namreč, glih to, če govorimo zdaj o branju, ste pa prismuknjene poti do branja, oziroma bom dal mogoče tudi še take, kako dobiti do branja. Nik je na začetku, in to se bomo pa še malo vrnili, ki je tudi rekel, se pravi, ti, ki si na netu, ki imaš vsebino, ti moraš dobiti od tistega, ki takrat skrola mimo, dobiti pozornost, in se zapičati noter. Zdaj, mi, ko smo bili mulci, smo dostikrat takole zvečer, je bilo tisto, se pravi, tako kot zdaj kot starši, ko praviš ta mamo zvečer, a lahko že končno ta telefon odložiš, a lahko končno greš dol s PlayStation, a lahko končno knjigo odložiš, smo imeli to, pa zdaj pojdi spat, ura je 3 zjutraj, tam malo, a lahko nehaš brati, jaz ga zdaj rudnik, ti pa nehi brati, prosim, lepo. In so nas tudi knjige znale potegniti vase, smo dolge ure prebili ob njih, čeprav je res, to smo vseeno tudi bolj anomalija, kot pravilo. Ne tako, kot zdaj, ko imamo televizije, pa telefone, pa za nalaž sem ful sodobno sliko najdeno. Ampak glih tega, se pravi, kaj zdaj imamo? Če primerjamo s tistim, kar bo, če se jaz spomnim svojega otroštva, ker je bilo, a bom bral, pa jaz sem veliko bral, zakaj je bilo tudi? Jaz sem bil mulc, se pravi, to je bilo začetek 80-ih, imeli smo 2 programa na televiziji, od tega eno dajo 4 ure na dan, na te drugo bilo pa pol ure za otroke. In kaj je bilo? Jasno, da me je zanimalo knjige. Danes imamo milijon programov, imamo pa bolj teh specializiranih programov, kjer lahko gledamo točno to, a bi risanke tega sloga, gremo na YouTube, imamo na YouTube, pa ko so starejši tudi, imamo telefone, vsi gledamo na telefone in skozi skačemo iz ene stvari v drugo. Se pravi, mislim, da je, ne vem, zdaj to je ta duna statistika, ki jo potegneš iz nekje, pa se delaš, kaj je prav, ampak mislim, da je, da danes ljudje v enem dnevu prejmajo več informacij, kot so jih pred par stoletji v nekaj letih. Se pravi, toliko smo bombardirani z vsemi temi državami in seveda ima to tudi svoje posledice. In sicer tukaj najdel sem eno, zdaj glede na to, da je neka stran bila, pa značna raziskava, upam, da te številke držijo. Pozornost, zdaj glih to, pozornost pada, tako da kar. Čau. Dajmo še en aplavz za Nika, ki bi res, hvala. Tako da. Ustrašil se je, kako bom reagiral, ker v Reformatorjih, tisti, ki ste gledali, veste, imava trenutek, kjer se on odloči oditi, pa ga moram prepričati, da pride nazaj. In zdaj meni se zdi kar malo žalosten, ker ga nisem nazaj poklical, priti nazaj. Se pravi, kakšna je bila pozornost, se pravi, povprečna pozornost, da je bila še leta 2004 2 minute in pol in da je zdaj padla na 40 sekund, ta pozornost. In kaj je pravzaprav tudi krivo za to? Ta
svet, ne, v katerem smo, kjer dobivamo te dražljaje. In naši možgani so ti dražljaji všeč. Vsak nov dražljaj, vsaka nova novička, ki jo dobimo, vsaka neka nova informacija je en nov šus dopamina. Ne? In naši možgani so tako kamulc, ki bi mu vrgel eno vrečo bombonov, pa čokoladino, pa ne vem česa in si veselo paše to usta. Ne? In zdaj kaj? Zdaj, vsi visimo po internetih, ne? In kako ponavadi beremo? Koliko v resnici preberemo mi novic? Koliko pa pogledamo sam naslove, ne? In pogledaš, zdaj ne vem, pa če sem ta srednja generacija, se pravi, imam še zmer Facebook, ne? Sem dosti star, da ga imam, nisem premlad, ampak na Redditu recimo visim, ne, dosti. In to je ponavadi sam šibaš, naslov, aha, in pa seveda, če so taki naslovi, da se mi lahko še ogorčimo, to je toliko bolje, a ne, se pravi, moj bog, kaj so naredili, ne, pa če bi kliknil pa šel pogledat, ne, bi videl, da ni toliko grozen, ne, moj bog, ne. Pa te clickbaiti, da ne govorimo o clickbaiti, kaj, odprl je vrata, ne boste verjeli, kaj se je zgodilo potem, kaj, aha, skozi vrata je šel, ne, to je, ne, kdaj ste nazadnje v članku videli ime od koga? Ta znana oseba je storila to. Prav, ne, dobro znano. Vsi hočejo, ne pač, kako nas, da bomo klikali. Ampak ne, mi šibamo in vse te informacije nam uničijo pozornost. Zdaj, obstaja pa še zraven, da dejansko, kar se tiče potem, ki so na fakultetah, ni toliko grozno. Se pravi, da te, ki se odločijo za študij, da ne, ni tako grozno pac, zakaj? Zato, ker so pa pač to ljudje, ki so se pa odločili svojo pozornost potem zbildati nazaj. Ne? In kako zbildati to pozornost? En super način za to so knjige. Ne? Se pravi, zakaj? Ker knjige niso pa zdaj, ne, so te raziskave, kjer je zaradi tega, stvari, ki so tudi z gibanjem, pa vse omejeno, kako je branje s papirja drugačno kot branje s tablic, ampak to zdaj ni. Pač, ko imaš ti knjigo v rok, ti pri knjigi ne moreš, ne, klikati pa skočiti na naslednjo stran, pa skočiti na naslednjo stran, ampak te knjiga prisili, da ostaneš. Ne, se pravi, knjiga hoče imeti tvojo pozornost. In jaz zase sam vem, kdaj, ko se mi zgodi, ko imam kakšno obdobje, ko mi ne uspe brati, del časa, pa naslednjič, ko vzamem knjigo, se rečem, zdaj bom pa bral, pa navadi prvih 10-15 minut najbolj mučnih, ne, ker si kar tako čak, ne, ker možgani tako, nekaj novega, zakaj imaš isto temo zdaj že toliko časa, ne, lahko nafutraš z nečim drugim, ne, in imaš, ne, se pravi, in to branje, ne, se pravi, branje je dobro za to bildanje te pozornosti, ne, in bolj, ko beremo, bolj si to pozornost potem tudi lahko treniramo, je daljša, vse, ampak ne, tukaj se pa zdaj pojavi problem, ne, se pravi, kako mi z vsemi temi knjigami, ne, ki jih hočemo dati mladim, kako jih pravzaprav prepričati, da bojo sploh začeli brati. Ja, zakaj sem zdaj to naredil? Lahko bi dal ChatGPT-ju, ne, lahko bi dal ChatGPT-ju, dali 4, nariš mi to, ampak pa bi imeli neko sliko, ki posnema, ne, meni je to super, to, ko vsi zdaj s tem ChatGPT-jem, pa sorry, nekaj itak je kot foro to rekel, ampak ChatGPT je pač sam autokorekt, ki se dela bolj fancy, kakor je. Ne, pač autokorekt je eno zamašeno gvanto, kao ulejte mene, inteligenca. Ne. Tukaj, ker sem pa dal, se pravi, zdaj sem ta prompt, ne, ki bi ga lahko dal v ChatGPT-ju, sem ga dal vam. In ste si vi vsak po svoje predstavljali, kako lahko to zgleda. Ne? In tudi pri knjigah je tako, ne? Se pravi, branje, ki ne, nam odpira te stvari, kako, ampak zdaj pa ja, ne, kako prideti do tega je pa to, se pravi, in če imamo mi zdaj tle otroke, ne, ki nimajo pozornosti, se pravi, na zdravje, jim ne moramo direkt dati reči, veš, super, ne, vojna in mir, ful v redu stvar. Mečke daš, ampak je kar zanimiv, par jih umre, tako brade imajo, ne moreš, ne, se pravi, je treba
postopoma, ne? Tako, kot vsi smo gledali, ne? Zakaj sem se zdaj tega spomnil, ampak vsi smo se gledali, vsi se spomnimo moj ata socialistični kulak, ne? Ki je prišel, pa je malo preveč pojedel, pa mu je želodec počel. Ne? Tudi ta mali, se pravi, nekomu, ki ni vajen branja, ti ne moreš dati nekega zalogaja, ne? Ampak mu moraš dati stvari in upati, se pravi potem, da jih bomo dobili na svojo stran, s tem in da jim bomo pač zbildali to, da bojo potem lahko posegali tudi po močnejših zalogajih, ali so to daljši zalogaji. Ne? In tukaj so pravzaprav stvari, ki pridejo v poštev, se mi zdi, je kar nekaj. In glede na to pač, na našo produkcijo knjižno si upam trditi, da imamo v vseh teh stvareh veliko kakovostnih knjig, ki jih lahko ponudimo mladim v branje. Ne? In se zdi, da to je pa luna stvar, ki sem se pogruntal, kako bi to govoril, kaj bi še povedal, tako da tle zdaj ni teh PowerPointov vzad, pa pridejo naprej za ene primere. Se pravi, na eni strani imamo stripe, katerim se bomo pol. Se pravi, ki spominjajo na, to se pravi, malo teksta je, slike so vizualno, ker moramo vedeti, se pravi, tudi te generacije danes so zelo vizualne, ne, zelo vizualno sprejemajo informacije in tudi znajo razbirati vizualne informacije, ne, nimajo problema z razbiranjem teh sekvencijskih zvrsti. Druga stvar je, se pravi, iskati, kaj so še stvari, ki so nekako podobne temu, kar imajo oni na internetu. Se pravi, Nik je prej omenil slučajno knjigo rekordov. To je ena taka stvar. Se pravi, knjiga, kjer jo ti pravzaprav lahko bereš stvari po grižljajih. Ne? Stvari bereš po grižljajih, danes me pa zanima to in greš gledati. V tem slogu je veliko nekih stvari, ki bi rekel, teh stvari, ki so pol literatura, pol stvarna, se pravi, kaj imaš razne, ne vem, knjiga 100 najbolj zanimivih izumov ali ne vem, 50 najbolj strašljivih stvari. Moja prijateljica Lučka zdaj ful luštne knjige, te osupljivke, recimo, ki jih še nadgradi z dodatnimi aktivnostmi, se pravi, kjer imaš pravzaprav nekako probaš, se pravi, ta male prepričati še to, da ko berejo, ne, jim ponudiš tudi neko aktivnost, ne, po kateri bojo še dodatno posegli. In kako je zdaj, se pravi, vse to, da jaz vem pri sebi doma, vem pri otroku, pa sem dober, naš otrok se itak tako, je bil unka se jih za nalaž naučil angleščine, full hit. So ful recimo teh knjig od Osborna, kjer imaš, ne vem, tudi, ne vem, isto to, ne, 50 faktov o naravi, 50 faktov o tem. In to so stvari, ki jih pravzaprav na drug način, ki jih pa mogoče pa tudi najstnikom že lahko ponudimo na podoben način, kot to funkcionira, je pa tudi poezija. Tako, kot je prej, ne, se pravi, če smo slišali dve od Višljeve pesmi, jaz sem pa gruntal, ne, če ste to knjigo verjetno, ki jo je Sabina ste verjetno prepoznali, ne, od komadi, od Ilca te zbirke. Jaz zmeri, ko me ta mali tako lepo vprašajo, kjer je pa una, ki se jo jaz recitiral, je iz ta prvih komadov, ki je bila sicer Žlabudron od Carola v prevodu Gitice Jakopine, se pravi, prej smo imeli in Sabina in Nik, ne, se vidi. Pesem, ki je bila vsebina, ne, in pa meni reče, kjero pesem boš pa ti povedal. Zmrzlak pa tak pa grav, že tacne po poti vrtko zasvrtle, ves host odmeva huje štracne, ojej helame srž prhne. Ne? Tako tle smo, ja. Sin Žlabudrona ogni se šavral suhajdi vizumik, ne, pa tako. Ne, čeprav, še ena pesem, recimo tudi tak, ki se s tem, daskrat, ko sem delal med korono, no, smo za starejšimi, ki sem delal, pa smo se v poeziji pogovarjali. Mislim pa, da iz drugih komadov, skje pa od Toneta Škarjanca ena, se mi zdi super, ki je Noč, ki je prav sam tako prav. Tudi, ko zaprem oči, vidim zvezde. Ne? Kaj vse ne lahko pravzaprav ti. In tudi poezija je ena taka stvar, ne, ki jo lahko potem že malo starejše. Seveda tudi mlajšim, ne, se mlajši imajo tudi vse primerne. In pa ne, se pravi, ko smo prišli zdaj nekako do teh stvari, je pa tudi potem pomembno, da te stvari, se pravi, že govorimo ali o stripih, ali o nekih stvarnih knjigah, dejstva tega, so pa to stvari, ki morajo nagovarjati
mlade, ne, morajo nagovarjati otroka. Ne. Zdaj, če bomo mi dali knjigo, lej, tukaj le, 101 dejstvo o slovenski ustavi. Je fino, da ve, a ne, tam ga ne bo. Ne, da so to stvari, ki govorijo o njihovem svetu. Ne? In mislim, da sem prej glih prišel, ker Sabina o tem tudi govorila, pa glih malo zamudil. Vsi vemo, v čem je tle težava. A ne? Se pravi pač tega, da šolske knjižnice niti pod razno nimajo dovolj sredstev, da bi lahko, kar se tiče sodobne produkcije, res se zalagala in zalagala z vsem, kar je. Ne? Se pravi, zato pa imamo, ne se peškajte, kaj bomo pa imeli za domače branje letos, kaj pa imamo, če se pa imamo 200 knjig Lukac in njegov Škorec. Ne? To je pač... ne, ker je bilo super, veš, da bi to bilo, zdaj bomo pa letos, Modjanje, neko knjigo ali pa nekaj takega, neko sodoben roman, da bi si lahko šola prvošla pa rekla knjižnica, evo, dajte, 150 knjig, pejte kupa, da bojo tam mali, da jih potegne noter. Ne? In zdaj, jaz pa s svojimi prevodi in pisarijami, pa s tem pa stripi, pa nekako tle uskočam z tega humornega. Se pravi, humor je tudi potem ena od teh stvari, ki ta male pritegnajo. Ne? Ampak je pa seveda spet, kako ta humor ustvarjati, tako, da jih nagovori. Ne? In bi tukaj sem hotel vam pokazati čist par nekih primerov iz mojega ustvarjanja, s kakšnimi stvarmi se recimo jaz pol vmes ubadam, zato da pridajo do ta malih knjig, ki jih z veseljem jemljajo v roke. In recimo tole poznamo, ne? Vsi, Dave Pilkey, Pasji mož, je bila ena stvar, recimo Barky McTreeface, ne? Je bil en lik, ki se pojavil v 6., 7. knjigi o Pasjem možu, ne? In o njem potem imajo neko lepo pesnico. Barky McTreeface was an evil rotten bloke. He was rough and mean and his face was green with 2 arms made out of oak. Barky McTreeface was so nasty, rude and tough. He was bad, it's true, but the tadpoles knew how he came to life and stuff. In tako naprej. In zdaj vas bom tako vprašal, kaj ste slišali tole, ne? Pa, ko poznate kakšne otroške pesmice, ne samo slovenske, a vas je tole spomnil koga na kaj? Na kakšno pesem? Na kjero? Živel je mož, imel je psa, okej, ja, lahko bi bila. Resnici je tole, ne, se pravi, cela ta pesmica, flippity flip flip, slappity slap, look at Barky punch, flippity flip flip, kitty kick, he'll eat you up for lunch in tako naprej, je vzel pesem Frosty the Snowman. Zdaj, on je vzel Frosty the Snowman pesem, ne, in jo priredil. Ne, se pravi, zdaj tle sem mojstersko dal priredbo na levo stran, original na desno. Tako, ja, ne. Ampak ne, se pravi, je to. In zdaj, recimo, jaz, ko dobim knjigo, ne, v prevod, ne, zdaj, kaj se zgodi tukaj? Imamo pesmico o tem snežaku, Frosty the Snowman. Lahko bi vzel jaz to vsebino, ki jo je on napisal, ne, in jo nekako zložil v rime, ampak bi bilo tako, in pa še sploh na koncu, ne, ker napiše, no, to pesmico lahko pojete na melodijo pesmi o snežaku, ne, če bi to zdaj pri nas napisali, to lahko pojete na melodijo pesmi o snežaku, meni se tam malo bi rekel, kaj pa ima, čak, zima, bela vrh, ne, čak, tam ni snežaka, oni 3 palčki, ki se sprehajajo, Danja, Štef, ne, tam tudi ni snežaka, kjera pesem je to, ne, ne? In potem moram jaz tukaj kot prevajalec, ne, zato da ohranim to ali pa vzbudim pozornost, ne, oziroma tudi dam, preslikam na neki, s čimer se mladi bralci tukaj v Sloveniji, ne, lahko poistovetijo oziroma imajo že neke vzorce, se moram pa jaz domisliti neke pesmice, ki bi lahko bila. Ne. Recimo tukaj, ko sem tole tuhtal, kako narediti, bi bilo, rabimo eno pesem, ki govori o falotu. Ne? In sem rekel, kaj bi bila ta pesem, ki govori o falotu, in bi zdaj naredil en test. Se vem, da nekatere ste že tudi brali to pesem, bom prebral 2 kitici te pesmice in pa bom rekel 3-4 zdaj in dajte tisti, ki boste ugotovili, za katero pesem gre, pa čeprav mislim, da boste večino ugotovili po prvem stavku, zaupit naslov originalne pesmice. Tako da gre.
Bil vejevšek drev, ko je pošastna rogovila, mu roka močna hrastova je vsako stvar razbila. In kamorkoli je prišel, so vsi pred njim bežali, ko paglavci poredni so po konci ga držali. V močvirju skrival se je čar, ki paglavcem dal močje, da so vejevška z mislimi vodili čez območje. Oj, drevko, ti naš razbijač, le kaj si naredil? Naj slikogib pokaže nam, kako si vse razbil. Seveda, to je čisto res, kaj mesto se šopiri, naj hiša bo blok tovornjak, vse drevko razčetveri. 3, 4 zdaj? Ne, zabrav, ne. In je, ne, zabrav, tudi kako na ta način dati neko sidrirno točko, ne, na katero se lahko nanašajo. Ne. Recimo tudi, ne, kdaj imamo srečo, ne, tle imamo še par teh primerov, kdaj imamo srečo, pa so te pesmice take, da jih poznamo. If you're happy and you know it, poop your hands, ne, poop your pants, ne. Je pa pri nas ratal, ne, zaprav, če si srečen, se pokakaj na vas glas, ne, če si srečen in če kakec, rad bi še delil z nekom. Kdaj se pa tako, ne, pač tudi moram malo, ne, recimo, stinkle, stinkle, little fart, blew my underwear apart. Blasting from my butt so loud, like a diarrhea cloud, stinkle, stinkle, little fart. Ne, zdaj pa, vsi vemo, katera pesmica je tole, ne? Katera? Twinkle, twinkle, little star. Ne? V slovenščini je to Sveti, sveti zvezdica. Ne? In pa sem jaz, ko sem to prevajal, sem tukaj, kaj sem sveti, sveti zvezdica, sem mogoče smrdi, smrdi prdec moj. Ne? Ampak pa, sem tako govoril to, pač, kad ti vidiš stinkle, stinkle, little fart, takoj veš, za katero pesem gre. Smrdi, smrdi prdec moj, ne gre. Sem rekel, mogoče sem še kdo zahaklat hotel, da sem se delal norca iz pesmice o angelčku, ne, kar ni bil namen, ne, zdaj nočem tega. Ne. In pa sem tukaj naprej, kaj narediti? Ne. Sem rekel, ok, zdaj, če pesmica o pukcih, je najbrž lahko tudi o kakcih. Ne. Kaj so kakci, kaj je podskupina kakcev? Driska. Kaj naredi driska? Priteče. Sem hočem pokazati, kako meni možgani delujejo. Ne želite si biti tle not. A imamo kakšno pesnico, kako kdo priteče? Imamo. Ringa, ringa, raja, driskica prihaja, čreva mi razmeče, v hlače mi priteče. Ne? Zdaj, tukaj imam tudi srečo, dost, da ponavadi v stripih ni tako fino, da si lahko zmišljuješ, zato ker imaš risbo, ne? In je risba zelo, zelo omejuje. Kar ti bo en primer, kjer en policistka nekaj zasmrdi, kaj nekdo prdno vpraša, who cut the cheese? Ne, kar je pač čist ameriški idiom, ne, kdo ga je spohal, ampak pa imamo pa tam pasjega moža, kar reže sir. Ne, pa ne moreš, ne, samo pa nekdo ga je zasiril ali pa take. Ne, pa še eno pesmico imamo, aha, evo, to me pa zanima, se pravi, če bo kdo tole prepoznal. Original angliški. Take me out to the bathroom, take me out to go poo, my duty smells just like rotten eggs and it's starting to round on my legs. If we don't get to the bathroom and we can't find the door, there'll be 1, 2, 3 pounds of poo on the bathroom floor. A kdo pozna ameriško pesem, ki je bila osnova za to? Gospod v drugi vrsti? Bejzbol pesmica, ne? Take me out to the ball game. Ne? Mogoče pri nas je najbolj poznamo zato, ker je Bill Murray, ki je tle delal reklamo za vodko iz Ajde, so ga snemali, ki je ves pijan v Ljubljani prepeval Take me out to Slovenija, Take me to Postojna cave ali nekaj tazga, nekoga, ampak pač. Ja, pesem se pravi spet, pesem, ki je ne poznamo. Ne? Se pravi, karkoli bi iz tega skušal spesniti, bi bilo nja. Ne. In pa sem tuhtel, kaj bi in sem rekel, nič. Če imamo Kekčevo pesem, zakaj ne bi imel še Kakčeve pesmi? Kdor smrdečo drisko kaka, gre po svetu rjavih nog, če stranišče bo zaprto, pa polulam se na drog.
Jaz pa puknem in pokakam školjko desko in še tla, v eni roki nosim kakec, v drugi pa papirčka 2. Ne? Tako, take stvari. Ne? Zdaj pa še en pa drug način, ki je pa pravzaprav čistko, bi rekel, spotoma ratal, čist naključno, kako mlade malo prepričati, da posežejo po knjigah, oziroma da tudi sami malo razmislijo o tem, kako jih pretentati v kakšno malo bolj poglobljeno branje, je pa nastal s tole knjigo s slovenskimi klasiki, kjer je bilo spet tako, kot je Nik prej rekel, ker je rekel, pač jaz ne delam za otroke, jaz delam tako, pa je tam malo pač. In to isto je bila ta knjiga. Zdaj, jaz, ko sem to knjigo delal, jaz sem rekel, to bo tam od srednje šole pa naprej gor. Ne, bo. In pa ne vem, ko sem in pa je bila ful popularna med tamalimi in sem 2 leta nazaj bral, sem povedal, to je pa kar nekaj grdih besed, mogoče mi je zato všeč. Takrat, ko je išla 1,5 leta po tistem na knjižnem sejmu, je prišel en očka do mene, pa pravi, veste, pri nas pa ta knjiga res super, tudi ona jo bere, ne, ta mala bila nekaj 9-10 let stara, pa je rekel, daj povej gospodu pisatelju, meni se takrat, ko znaš gospod pisatelj sem, daj povej gospodu pisatelju, kaj ti je pa najbolj všeč, ne, no, tako gor polja prav, ki zvezdica za spanka reče šit. Ne, zelo, to je bila knjiga, v kateri se pravzaprav bila premisa te knjige je kaj, oziroma, kakšna bi bila ta dela, ne, ki jih morajo mladi poznati, oziroma pač, ki ne bi jih mi poznali, če bi se dogajala na internetu. Ne. Zdaj, čist par primerov in pa tudi naprej, kako lahko pač to ponuditi, recimo ne, od zdravljice, ne, kaj sem jo z emoji napisal, prijatelji, obrodile so trte vince nam sladko, ki nam poživlja žile, srce razjasni in oko, ki utopi. Zdaj pač nimaš enega emojija za utopiti, ne, moraš kombinirati. Čist slučajno, naključno ta kombinacija emojijev lahko pomeni tudi Matija Čop. Ne. Ja. A to veste, kaj je bil življenjski moto Matija Čopa? Go with the flow. Ki utopi vse skrbi, v potrtih prsih up budi. Ne, ja, moraš angleško znati, ne, da gre. Ali pa glosa, ne, zbrav, moj bog, kaj se ga, slep je, kdor se s petjem kvarja, Kranjca sem imel prvi, Kranjec mojmu osle kaže, njemu vedno sreča laže, on živi, umre, brez denarja. Ali pa, no, to je ta zvezdica za spanka, ki je bila, ne, kaj reče šit, ki je pač narejena z neko to, pač ta internetna logika teh internetnih stripov, ne, kjer vse dobesedno vzameš, ne, in jaz sem se te vprašal, kaj se zgodi, če pride zvezdica toliko blizu zemlje, ne, konc sveta, ne, to je ta three body problem, tako dejanski, na hitro rešen, ali pa, se pravi, povodnega moža, ki sem ga naredil, to je bil pravzaprav začetek vsega, kaj še bi bil, ne, če bi se na Facebooku, ja, ta je dejansko, čisto pravzaprav, ta fora je nekako, to je nastalo še preden je bila sploh ideja v knjigi, ker sem enega decembra, se neko pismo za Prešernov rojsten dan bi bilo fino narediti, nekaj več Slovenci, vse vemo, ne, mi praznujemo poetovo smrt, ker zdaj nav več proračuna cuzov in moramo imeti en dan frej, en dan državi lahko BDP propade, ne, zato, ker bomo toliko prišparali. Veš, kaj se je pa rodil, smo pa vsi tako, kako bo šal pisal, to sem mogel učiti, ne. Se rekel, več fino bi bilo to obeležiti in sem takrat tega povodnega moža potem naredil v tej Facebook verziji, ta je sicer pol še že iz knjige ali pa ne vem, kaj sem še, živali jeseni so kot Instagram slike, ne, ježek, ki se kotali, medved, ki gre spat, veverica, ki lešnike nabira, pa to pa no, tudi ena stvar, ki mi je pa bila, ker smo se pregovarjali, je pa zdaj prav to, če gledamo z emoji, ne, se pravi, kako otroke prepričati, pa mogoče zdaj to ni taka neka stvar za v knjižnici, ampak bolj za v razred, ne, za pomoč pri pouku. Je se pravi, kako probati napisati neko pesem, ki so jo prebrali, ne, ali pa delo tega probi, ne,
ali z emoji, ali mogoče celo z nekimi memi. Ne? Ker se pravi, kaj je fora, se pravi, takoj, ko ti daš, ne, da je to nared, pa z neko tako stvarjo, ki je tam malem kul, ne, jih nekako tudi pretentaš, da bojo malo bolj poglobljeno prebrali stvar, ker bojo iskali, aha, kaj pa jaz lahko zdaj iz tega ven naredim, a ne, pa rečeš, a je to nared mem o temu, ne, pa se imajo une template ali vse. Tale mi je bila tudi, no, tle sem se spravil tega kot ljudske pravice, ne, se pravi, narediti clickbait naslove, ne. Se pravi, kako iz tiste vsebine, kaj je, ne, neki tazga, kako bi bilo, kaj bi pisali, ne, se pravi, ne, tle imamo siroto Jerico, ne, Martranga odpisane matere, novi album vodilne domače emo glasbenice, zdaj ima roke potrgane zaradi dajanja avtogramov, do pol ta ne, vsem ljudem nikoli ne ustrežeš, ne, oče in sin sta šla prodati osla, kar se je zgodilo, potem vam bo spremenilo pogled na svet. Ne, spet, kaj se je zgodilo, ne vemo. Ne. Na ta način potem lahko ne, prepričamo otroke, ne, dajmo pol nekaj narediti. Ne, in zdaj, če bom tako, kot je Nik prej probal sežeti skupaj, jaz bi predvsem rekel, pač, mi se vsi pač borimo proti digitalnim informacijam, ne, pač, pa ne zdaj, nisem ludist, kao moramo z vsem nekaj, ampak pač tam je pozornost zelo hitskače. Se pravi, mi probamo nekako prepričati otroke, da del te pozornosti, ki organsko pač nekako ni toliko zanimiva in bleščeča, ne, kot v tista, kar jo dobijo na telefonih pa na računalnikih, da je vse neke druge stvari so tudi primerni, ne, pač vredne, da jim dajo pozornost. Ne. Zbravi, se zdi, da tukaj moramo nekako tudi potem iskati, kako ali s humorjem, ali z nekimi, predvsem tudi mogoče z doziranjem stvari, kako jim počasi buildati. Ne. In zdi se mi, da smo tudi v zadnjem času sploh nekako že presegli tisto, kako so stripi sam pogrošna literatura in čeprav smo imeli še koliko 2 ali 3 leta nazaj na MMC-ju neke kolumne o tem, kako stripi šibijo besedni zaklad in take stvari, ampak spet ne, pač so stvari, ki so kakovostno narejene in pač stvari, ki so šodar, ne, tako kot na vseh področjih se zdi, da treba je pač dajati otrokom različne stvari in upati, da ne pridemo na nekaj, kar jim bo zahakalo pozornost, kar jih bo prepričalo, da vzamejo v roke tudi naslednjo knjigo. In jaz se bom navadil, ko hodim po šolah, tako prej je Nik rekel, predstavljate si kraj, kjer imate, promovirate branje, jaz sem si predstavil pač šolsko telovadnico, ki ponavadi sem tam, ne, in rečem, da pač pejte v knjižnico, ne, pač knjige niso samo to, kar vi misli, pač, kar si star 12-13, ki si kar, vse te, ne, to so samo pastirji iz 17. stoletja pa neki, ne, pač, da ne grejo v knjižnico in ne prosijo knjižničarkam, ne povejo knjižničarkam, kaj je tista stvar, ki jih zanima. In da bojo knjižničarke znale potem dati jim knjigo, ki govori o stvareh, ki jih zanimajo. Ne? Se pravi, je pa res, ne, kako pride do tega koraka, ne, da bojo stopili pa do knjižnice, pa, tako je rekel Nik, ne, mogoče res naredimo, samo pol ure odprto, imaš 600 ljudi v čakalni vrsti za hlapce. Hlapci so super, sem ne za 12-letnike, ne. To je to, ne. To je to, ampak se tle itak nima. Tako da ja, nekaj tazga, pač probati biti, ne se bati, posegati po nečem, kar ni visoka literatura s tem, da jih dobimo, ne. Sej pač najhujši, vsi vemo, je ta prehod, ne, med takrat, ko nehajo slikanice brati, ki je treba daljše stvari prijeti v roke in mislim, da če se pobrska po teh, pač bi rekel temu, kar se izdaja po programih založb, imamo veliko kakovostnega branja in sodobnega in raznolikega, tako da se res za vsakega kaj najde. Tako da ne bom vas pa razen, če so še kakšna vprašanja, ne bom vas zdržal, ker vem, da ste že lačni. Ker je zdaj že, ker ura je že skoraj 30, moj bog, zadnjič smo bili na eni konferenci, bilo že v 1:30 konc.
Tako da, Ambrož, predajam. Ja, najprej aplauz, seveda, Boštjan Gorenc pižama. Ki vas je že kar sam nagovoril, da ga še kaj vprašajte. Super, na zadnje, ko smo tako, da se zamenjali na odru, bil stand-up, a ne? Tako da, Ja, o moj bog, koliko to bilo še pred korono? koliko smo bili mlajši. In ožji, ožji, oseb govorim, oseb. Evo, A lahko jaz nekaj vprašam pravzaprav? vpraš. Na primeru tehle slovenskih klasikov, slovenskih klasikov, sem te hotel pravzaprav že večkrat vprašati, pa nikoli ni bilo priložnosti, koliko je frustrirajoče, ali pa ne, da recimo tale forma, ki jo parodiraš, zelo hitro zastara v realnem času. Ali pa recimo pop kultura, kamor umeščaš svoje, ne vem, stand-up šale, da se toliko hitro menja in toliko hitro pozablja. Koliko te to frustrira? Ja, tlele je dejansko, sem imel kar srečo, da pravzaprav zadnjič, ko sem šel malo čez, sem pogledal, da Facebook se je še obdržal. Twitter pač je bil že tam malo toksičen v tistem primeru, ko sem ga delal, tako da, ne vem, recimo Twitter, jaz sem delal, na Twitterju se dogaja tale popotovanje od Litije do Čateža, ker sem šel brati to in ko Levstik začne, in da sva šla oni dan in sva vzela sabo staro babo, da nam bo stvari odnašala. Se ko pač to je sam za na Twitter, ne, ta govorica drugam ne gre. Ja, predvsem se mi zdi, da zdajle, no, ko počas neki se za nadaljevanje, pa vse, je pravzaprav to, ker takrat je bil, pred 10 leti je bil splet še zelo beseden. Ne? Danes je veliko bolj video, veliko bolj je slika, se pravi, da nekako bo treba pač pogruntati, kako ali neke YouTube stvari, ali podcaste, kako prikazati v neki pisni obliki, ne? Tako da se da brati. Zdaj pa so to neki naslovi, ali so to pravzaprav lahko, tle mislim, da bomo še komu tudi kakšno transkripcijo, a ne, kakšnega podcasta. Jaz sam sprašujem, zakaj imajo ženske volilno pravico? Jaz sam sprašujem. Zmeri imaš unete. Jaz sam sprašujem. Pa veš, kdo reče, jaz sam sprašujem, sam zažgat. Torej, tudi to izziv na nek način. Ja, izziv je in ja, je pa itak, pač s humorjem je tako, da itak pač so določene reference, ki zastarajo. Tle imam to srečo, ki je pravzaprav, ker je vse toliko nekih teh stvari, ki so še starejše, pa so pa, ne vem, na unčas, iz katerega so dela prihajala, ne narediš reference, je pa ja, nek zeitgeist, mislim, da je tudi kar neki referenc, ki jih tukaj noter, recimo kot ta fora z kulturno ministrico v Zdravljici, tam recimo to ne vem, če se kdo danes še spomne in zakaj točno neke določene budice pa take stvari, ampak to je, ne, ampak se zdi, da probaš pa itak tako narediti humor, da vseeno nekako ostane, oziroma ga tudi če greš na pop kulturo, da ga baziraš na neke stvari, ki ostajajo. Se pravi, da nek film, ki je že malo starejši, pa ki veš, da je prestal test časa, pa ga bojo tudi čez 5-10 let še poznali, da ne bo izginil iz src ljudi, tako kot Rabljeva freska. Kaj pa mladi, a jim več pomeni brezčasni humor ali humor njihovega časa? Mislim, tam mali so itak čist random, no. To je zdaj, se zdi, da mi smo še bili dosti tako vsebinsko, da zdaj ta humor je pa pravzaprav neke random reference, kako biti bizaren. Ampak se pa zdi mogoče, če smo pri humorju, pa pri vsem se zdi pa super, da je dosti vsebin, se zdi, ki jih pa že tudi drugačnega sprejemanja naučijo. Recimo, tudi ko se gledal zdaj, ne vem, kaj je moj otrok rasel, pa risanke kakšne so, recimo zelo več je že nekaj jih naučijo, kaj je to, neke te meta tekstualnosti, pa pribijanja četrte, s tem vseh nekih teh postmodernističnih prijemov, ki jih mi niti nismo imeli. Ne. Meni se zdi najbližji temu je bil Hrabri Mišek, ki je on na koncu pa rekel, ali bo Hrabremu Mišku uspelo premagati barona Zelenogrba, ali bo Polento Jedožerka končno sita, ali mi bo tat vrnil kolo, ki mi ga je ukradel prejšnji teden. Ne. To neko prebijanje. Zdaj imaš pa, ne vem, te risanke, ki imaš, ki direkt se obračajo iz prostora, nagovarjajo. Se zdi, da so
zgodnjih letih sposobni sprocesirati, ovrednotiti in tudi razumeti širšo paleto humorja, kakor smo jo nekoč. Ali smo na brezčasni temi, ki je lakota? Jaz sem vprašal ChatGPT, se rekel 20 vprašanj in Žimborska je potem napisala pesem, naslov je Statistika. 20 vprašanj je, 19 jih je, kdaj bomo šli lahko jest. Boštjan Gorenc, pižama!